Izklicna cena je bila očitno previsoka, saj zanimanja za nepremičnine in opremo podjetij ni bilo. Prodali so zgolj manjša počitniška apartmaja na Pagu ter sliko. Niti nova cena, niti datum dražbe še nista znana. Ne, ker to je pač treba dogovoriti soglasju z upnikom, ali je to 20-30%, kolikor bojo soglašali, da se bo znižala cena. Prav tako pa datum je treba skupno dogovoriti. Mislim pa, da se vse zavrti cel ta postopek, da bo definitivno mesec do 2 minil. Kruhar Puceva meni, da bi morali ceno znižati za polovico, da bi lahko pritegnili kupca. Novolesov kompleks je sicer v precej slabem stanju. To vsi vemo, tako upniki kot jaz, kot stečajna, da nam je vsem interes, da bi nekje do novega leta se ta objekt prodal, ker ga bo treba tudi vzdrževati, nekje posanirati, ker če ne bo dejansko, ker bo zima, ko bo začel kaj zamakati, se lahko začne delati škoda. Ker je Novolesovih terjatev več, kot so ocenjene njegove nepremičnine, bo šel izkupiček od morebitne prodaje ločitvenim upnikom, s prodajo drugega Novolesovega premoženja in unovčenjem njegovih prednostnih terjatev, pa naj bi poplačali še delavce, je dodala Kruhar Puceva. Med upniki je tudi Jože Lovše iz Bušeče vasi, ki je dopoldne čakal na izid dražbe, saj kot pravi, mu Novoles dolguje 110 000 evrov. Nisem mogel nikak priti do denarja, niti s kompenzacijami, ne. Obljube so bile, še bivše vodstvo je obljubljalo in kredite in kaj vse, da bo izrihtali. Žal, tak je. Kaj to pomeni oziroma je pomenilo za vaše podjetje? Ja, glejte, guncamo se. Vse ne vem, če bom preživel, no. Upam, da bo vse neki. Glede na to, da bo na drugi dražbi cena lahko za pol nižja, bom najverjetneje dobil nazaj zgolj DDV, je pesimističen Lovše.